Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lep pozdrav iz prekrasnega vzdušja, okolja, hotela Draž tu pod Mariborskim Pohorjem, kjer se vsi zelo dobro počutimo, še posebej, ko imamo družbo, kakršno imamo. Kajti z nami je človek, ki je Slovenijo popeljal na dve največji tekmovanji. Govorimo seveda o najpopularnejšem športu na svetu, to mirno lahko rečem, v nogometu, zdaj zagotovo že veste. Matjaž Kek Slovenijo je popeljal na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južno Afriko. Vsi pa vemo tudi, kako je bilo lani v Nemčiji, ko je Slovenija trepetala, dihala skupaj. Veselili smo se, na koncu tudi malce jokali, ampak imeli smo polna srca, imeli smo kralja Matjaža. Matjaž Kek v naši družbi. Lep pozdrav, Matjaž. Dober dan. Skoraj sem rekel gospod selektor. Toliko me je manjkalo. Koliko ste se v teh dneh zdaj že privadili, da v bistvu niste več selektor, da niste prvi odgovorni za to, kar se Sloveniji zgodi v nogometu? Zelo hitro, ja. Mogoče samo v tem vašem sicer lepem uvodu, dobrodošli v Mariboru pod Pohorjem. Dobrodošli v mestu nogometa, ampak ne vem, tam na koncu mi je manjkalo tisti Matjaž, ki pa ni popeljal Slovenije na prihajajoče svetovno prvenstvo. Na to temo še prideva. Dobro, hvala. Hitro ste se privadili na to, da niste več selektor, ali vas še kdo na ulici vpraša, gospod selektor? Dobro, zdaj to trajalo je tako dolgo, da se me je že kar med prijatelji nekje vzdevek, vedno jaz selektor, kak je pa to. Mislim, da se bo, jaz sem se navadil takoj, da se bojo tudi oni navadili, pa tudi prav je tako, ker dobili bomo, upam, da čim prej novega selektorja. Matjaž, imela bova zagotovo veliko lepih tem, ampak najprej recimo začniva tu na koncu, to, kar je najbolj sveže. Kaj se je dogajalo na koncu, kako ste v bistvu prišli do tega dogovora, da po 7 letih v tem drugem mandatu zapuščate klop Slovenijo? Čigava odločitev je bila, nekako ste se tudi sami bolj nagibali k temu, ali ste še bili pripravljeni nadaljevati? Kako je bilo pravzaprav? Koliko vprašanj ste zdaj postavili? Ne, šlo je za to, da meni to se zdi zelo plehko, sporazumni prekinitev, oziroma ni bilo prekinitve, ker pogodba se je iztekla, nismo podpisali nove pogodbe. Je pa tako, da mislim, da in ena in druga stran, se pravi jaz na eni strani, Nogometna zveza oziroma predsednik na drugi strani, smo si začrtali neko svojo pot, tako da mislim, da je tudi po vsem tem času, po vsem tem, kar se je zgodilo, to bilo pričakovano, z moje strani nekje napovedano. Po drugi strani pa tudi jaz upam, da vsaj dovolj spoštljivo in upoštevajoč hierarhijo Nogometne zveze, ker je predsednik vleče neke poteze. In ni se mi zdelo niti smiselno po neuspešnih kvalifikacijah, po nedoseženem cilju, da jaz zdaj se rinem nekje naprej. Motilo me je sicer na koncu tisto dramaturgija, ja pa bomo počakali, pa se bomo sestali. Bilo je jasno že tako ena kot druga stran, da hočeta nekaj drugega, da hočeta nekaj novega. Torej vi ste že vedeli? Jaz sem povedal parkrat, da točno vem. Že pred zadnjo tekmo ali kdaj je nastopil? Na tiskovnih konferencah javno, da točno vem, v katero smer gre moja pot, da pa se mi ni zdelo pomembno in odločilno je bilo, da bi speljali še tisto minimalno možnost, ki smo imeli v nekem momentu. Po tekmi se nisem kaj dosti hotel pogovarjati, edino poslovil sem se z igralci, z strokovnim štabom. Potem pa se pravim, sem prej rekel, neka dramaturgija, pa se bomo sestali, pa kje smo se sestali, zelo nepomembno, zelo manj pomembno in neka zrela odločitev in pričakovana odločitev, kot sem že prej povedal, in z ene strani in z druge strani. Jaz se kaj dosti na to več ne oziram, ker so toliko novih izzivov čaka in Nogometno zvezo. Jaz upam, da tudi mene, čeprav sem že v letih, mislim, da sem še v nogometnih letih, ko lahko kaj dam. No, samo če se ozremo že v soseščino, iz dneva v dan prebiramo zdaj na klopi enega kluba, drugega kluba, tretjega kluba.
kam vas v bistvu vleče, da bi nadaljevali kot selektor kakšne reprezentance ali se vendarle vrnili v klubske vode, kar pa je vseeno neka druga dinamika dela, ne? Ja, res je, da obstaja občutna razlika med klubskim nogometom in reprezentančnim nogometom in zaradi tega mogoče mi ni še najbolj jasno to neko poskus nekega prepletanja funkcij in tako, ampak verjetno bomo o tem še govorila. Jasno je, da sem v letih, ko na eni strani so moji neki dejavniki bili, traja že zelo dolgo, trajalo je 7 let. Trajalo je nepozabnih 7 let. Cilj ni bil dosežen, čeprav nikoli mi ni bilo postavljeno, mora se kvalificirati. Zato tudi nekatere interpretacije zdaj, mislili smo, da bomo vsaj prišli v dodatne kvalifikacije. Jasno je, da je cilj Slovenije mora biti vedno veliko tekmovanje. Moje osebno razočaranje je bilo neverjetno. Na drugi strani pa tudi ta leta, kot sem prej rekel, ki še dajo neko možnost, da mogoče nekje drugje pokažeš in svoje znanje in svoje izkušnje, pa tudi na koncu energije, ki je prepričan sem, da imam dovolj in tudi ta energija, ki je bila tolikokrat uporabljena, bi lahko bila uporabljena v drugem kontekstu. Ampak se pravim, tole, kar se pa pač dogaja v Hrvaškem, v nekem momentu me celo napeljalo na misel, pa je možno, Matjaž, da te od zunaj bolj spoštujejo kot pa doma. Oziroma na koncu sem vse skupaj spravil v eno vrečo neverjetnega zadovoljstva, neverjetnega ponosa pa privilegija, da sem lahko še drugič vodil celih 7 let svojo reprezentanco, ker dejstvo pa je, to bo vedno moja reprezentanca. Kdorkoli bo jo vodil, kakšnikoli bojo rezultati, kot ste dobro povedali, to je privilegij, to so emocije, to je nekaj, kar lahko začutiš samo v tistem momentu, ko si zraven v dobrem in v slabem. Je pa v tistem dobrem seveda težko je opisati tole zadovoljstvo, ko vidiš združeno Slovenijo, pa smo jo mi fuzbalerji največkrat združili, in ko vidiš zadovoljstvo za nekim rezultatom oziroma ob doseganju nekega rezultata. Omenili ste vmes razočaranje. Kaj vas je v tem zadnjem obdobju najbolj razočaralo osebno? To dejstvo, da se niste uvrstili na svetovno prvenstvo oziroma v dodatne kvalifikacije ali ta podoba na koncu na tej zadnji tekmi? Oziroma ne na zadnji, na tisti predzadnji bolj. Ja, in eno in drugo. Mene je najbolj razočaral rezultat. Mene nekje neka energija oziroma pristop ni mogel razočarati, ker so fantje do zadnjega dali vse, koliko so bili v danem momentu sposobni, oziroma vsi. Razočaralo me je res predzadnja tekma zaradi vsega, kar se je dogajalo na igrišču, za katerega sem jaz odgovoren, in kaj se je dogajalo okoli igrišča, ker tega se Slovenija po res krasnih, razprodanih tekmah, dobrega vzdušja in velike podpore, ki smo jo vedno imeli, je res, da je rezultat iniciator vsega tega, kar se je dogajalo na igrišču, na stadionu, ampak mislim, da si tega na koncu nismo zaslužili vsi skupaj. In mi, in vi, in cela nogometna in cela športna Slovenija. Mogoče naj se je to zgodilo in naj bo to v poduk, da se več ne zgodi. Jaz danes gledam z te perspektive, v tistem momentu, ne vem, po ogrevanju, ko so igralci gledali, kaj se dogaja, niso vedeli, zakaj gre, ko je bilo ogromno žaljenja že na ogrevanju in vse to skupaj, tista energija ni bila dobra. In niti v enem momentu pa to ne sme biti alibi, in meni osebno ni alibi, kako smo mi izgledali na igrišču. Tudi če so manjkali nekateri igralci, tudi če so oni odigrali mogoče celo najboljšo tekmo v teh kvalifikacijah, imajo kvaliteto, ki je nekateri ne priznavajo. Vse tisto, cel dogodek bi jaz okarakteriziral kot moment, ko gre vse narobe. Ko gre čisto vse narobe. A bi predvsem pred to tekmo s Kosovom, pa zdaj ne mislim samo na 11-terico, karkoli v pripravi na tekmo zdaj spremenili, ko pogledate nazaj? Ja, to je vaše medijsko vprašanje, ko pravzaprav niti sam ne veš odgovora, zaradi tega, ker je bil moment, ki je bil. Mi smo odigrali najboljši polčas v teh kvalifikacijah na Kosovo, ko ni bilo bunkerja po interpretacijah zdaj vseh teh pametnih,
ko smo imeli priložnost za priložnost, ko pravzaprav Kosovo smo presenetili v vsakem momentu in z drugačno postavitvijo, z drugačnim načinom igranja, nažalost nismo realizirali. In v tistem momentu seveda razmišljaš, kako bi nadgradil to, ne kako bi kaj zamenjal. Je pa seveda situacija, ko se je kazala skozi vse te kvalifikacije, da če nam manjka 1, 2, 3, da nekateri igralci niso na nivoju, ki bi ga vsi skupaj želeli in pričakovali, da je potem Sloveniji bilo težko in dejansko se je vse to nažalost uresničilo. Ko smo pa bili, če je bilo Kosovo ok, v drugem polčasu v Prištini pa skozi te kvalifikacije v določenih momentih preslabi, premalo kvalitetni, premalo odločni. Ne govorim pa o želji, ker želja fantov je bila pa neverjetna. Iti še na en dogodek in dodati še en kamenček v mozaik sjajnih rezultatov te generacije, ki je živa zdaj, ki je pripravljena, to sem prepričan, v nove uspehe. Matjaž, 12 let skoraj skupno ste bili na klopi slovenske reprezentance, dvomim, da bo komu še to uspelo, vsaj dokler bomo mi živi. 124 tekem na klopi Slovenije. Na kaj ste najbolj ponosni, na kaj najprej pomislite, ko se spomnite na svoje selektorsko delo, bodi si v prvi, bodi si v drugi eri? Preveč je teh momentov, ki nekje zaznamujejo tudi kariero trenerja ali pa selektorja. Jasno, da so to te zmage, da so te euforije. Jaz sem pač mogoče malo drugačen tip, meni so malenkosti vedno dale neko energijo, tudi včasih inat, nek zagon, da grem dalje. Bilo je zelo dosti težkih trenutkov, in v prvem mandatu in v drugem mandatu. Vse to skupaj danes potegnjena je črta in skupni imenovalec je, kot sem vam prej rekel, zadovoljstvo, privilegij, ponos. In dobene milijoni, dobene ponudbe, pisane ponudbe niso niti v enem momentu mene zamajale, da bi rekel, dosti je, da bom vzel nekaj, kar je mogoče lažjega zadelati, donosnejšega zadelati. Hotel sem pač oddelati svojo pogodbo do konca. Nažalost se ni išlo z mojimi pričakovanji, s pričakovanji javnosti. Letvico smo postavili zelo, zelo visoko. Tako da jaz sem na rekovajih užival v vsakem momentu, bil razočaran, žalosten, nikoli ne užaljen, kot nekateri hočejo zdaj to pokazati, ampak normalno si razočaran, normalno si žalosten, če ne uspeš. Na drugi strani pa upam, da vedno dovolj objektiven, pa samokritičen, predvsem pa ne euforičen, ko so se dogajale lepe strani slovenskega reprezentančnega nogometa. Meni se skozi najin pogovor, skozi vaše odgovore, ves čas nekako poraja nova vprašanja. Omenili ste te ponudbe, ki jih zagotovo ni manjkalo med vašim mandatom, sploh tem drugim, to nam je nekako najbolj sveže. Je bila katera takšna, da ste na določeni točki pomislili, morda bi jo pa le sprejel? Ne, jaz sem že rekel, da tudi na Reki pa v prvem mandatu ne mešam jabolk in hrušk. Da se piše, da se govori, popolnoma legitimno. Ker sem pač človek, da poskušam biti dovolj korekten, se javiš na kakšen klic oziroma odgovoriš na kakšno vprašanje, ampak tudi v tistem momentu, ko je zelo vesela ta moja druga misija na klopi slovenske reprezentance po Beogradu, se mi je prej pojavilo razmišljanje, kako bom obrnil vse to skupaj, na kak način ne obrnem oziroma obrnemo, kot pa da bi rekel, ne, dosti je. Isto je bilo po Evropskem prvenstvu. Marsikdo zdaj govori, pa kaj ni šel bi kot heroj, pa vzel bi denar, pa to meni, ne vem, jaz nikoli v življenju nisem na ta način razmišljal. Tudi mene, ko so prišli iskat v Opatijo, ko sem bil na Reki, jaz sem prvo poklical Damira Miškoviča, pa sem mu rekel, Damir, glej, govorili bojo to, ono, drugo, tretje, niti slučajno, da je bilo karkoli od tega možnega, in še bolj izrazito in še bolj je pa bilo to seveda na klopi reprezentance zdaj, ker danes živimo v tem svetu, ko te informacije letijo zelo hitro.
In če padeš v to noter, če te začne to obremenjevati, potem enostavno na drugi strani več ne moreš biti 100%. Jaz pa pravim danes, da slovenska reprezentanca, kakršnekoli majhna država, kolikokoli malo igralcev imamo na razpolago, zahteva ne 100%, 120%, da prideš na nek nivo, ko začnejo pozitivno govoriti tudi drugi o tebi in ko na koncu koncev pokažeš sebi, dokažeš vsem, da lahko na nek svoj način, svojim razmišljanjem pariraš tistim najboljšim. Tudi na velikih tekmovanjih, ko so svetovna prvenstva in evropska prvenstva, in vsaj v meni vedno na koncu se zgodi, da začnem razmišljati, pa se vrnem v Korejo, pa se vrnem v Belgijo, na Nizozemskem, da se zavedaš, koliko veliki so to rezultati, koliko dobri so to rezultati in koliko vsega je potrebno, da se zloži, da smo bili zraven, ampak da nismo samo udeleženci bili, da smo igrali, da nastopanjem je to bolj malo s kulturo povezano, da smo bili aktivni v vsakem momentu vsakega velikega tekmovanja. Se je ravno to, ne? Na svetovnem prvenstvu ste se podpisali tudi pod prvo zmago slovenske reprezentance, potem tisto trepetanje na koncu, ali bo šlo iz skupine ven ali ne, verjetno neki posebni občutki, ampak to evropsko prvenstvo zadnje se mi pa zdi, da je neka letvica, ki jo bo res na nek način težko preseči. Na drugi strani se mi pa zdi, da je bila tudi neka vaša utež, tudi pri ljudeh, recimo javnosti, ker smo se nekako navadili, da Slovenija res izgleda organizirano, da nam po domače povedano nihče praktično nič ne more. Mi smo res delovali čvrsto, bom govoril v prvi osebi množine, ker smo se vsi seveda poistovetili s to reprezentanco. Kaj bi rekli recimo o teh dosežkih na Euru? Kako težko je bilo po teh dosežkih potem voditi reprezentanco, ko pa so bila pričakovanja ne samo rezultatska, ampak tudi glede same podobe na igrišču pa res zelo, zelo visoka za neke, bomo rekli, potrebe Slovenije. Ja, zdaj prihajamo do tistega, da se zdaj v zadnjem času dosti diskutira, kako naj Slovenija izgleda. Ali je to bil neki klasični Kekov bunker, ali je bilo to ne vem kaj. Mislim, zdaj vsi mi, trenerji, selektori, imamo neko svojo vizijo, neko svoje razmišljanje, svojo pot. Jaz sem zelo zadovoljen, če se samo malo vrnem nazaj, da sem v teh 7 letih ostal svoje. Včasih celo malo trmast, ampak za svojo idejo, kako priti do uspeha ekipe, ki jo vodim. Ali je zdaj to prav ali ni prav, ali je to gledljivo ali negledljivo, to je bolj problem vas medijev oziroma ljudi, ki se pač poistovetijo s tem. Način igranja reprezentance je bil predvsem pogojen za kvaliteto, ker imamo kvaliteto, z samozavestjo, z odločnostjo, z neverjetno povezanostjo in pa z momentom, ko smo imeli možnost biti dalj časa skupaj. In ko tudi tiste mali problemi neigranja, slabega statusa v klubih smo jih lahko znivelirali v tem, da tiste, ki sem jih zbral, so bili pripravljeni iti do konca. Ne samo pripravljeni, zdaj pa vzami puško pa se bori, ampak tudi z načinom igranja, z to kvaliteto, z to transformacijo iz nekega bloka. Mislim, da smo bili in smo, na koncu se je to pokazalo po analizah po evropskem prvenstvu, za biltene, za almanahe in omenjeno kot ekipa, ki igra na svoj način, ki pa igra na zelo, zelo težek način za nasprotnika. Tudi gole na evropskem prvenstvu, Anža, Krničnik, se pravi, to ne more biti slučajno, to lahko prije samo iz nekega načina, iz nekega razmišljanja. To se mi je zdaj porajalo po glavi, ne, te vaše emocije, ravno o teh golih Janže in Krničnika sem razmišljal, ne, ker ne vem, mi dva z Goranom, ko sva komentirala te tekme, sva padla ven, po domače povedano. Pri vas nikoli ob robu igrišča ni bilo videti, ni bilo čutiti tiste euforije. Zdaj me res zanima, kakšni so bili vaši ti notranji občutki, ko pade gol, ko eksplodira 20 000 slovenskih navijačev sredi neke druge države, ko je Slovenija zedinjena. Nimate vi pojma, kako to vse skupaj izgleda, čeprav ste igrali nogomet, pa veste. Skratka, tudi ta način igranja nas je pripeljal do tega,
ta neka ideja, ki je pač v tistem momentu, mislim, da bila najprimernejša za nasprotnike, Anglija, Portugalska, Danska, tudi Srbija. Hkrati pa seveda emocija, ta emocija gola, momenta, emocija pa takoj, ker izkušnje pa imam, če manj kaj ne, zavedanja, da je treba takoj pripraviti tisti moment, ki se bo zgodil za tem, ko se bo začelo z centra. In tu sam sebi še vedno mečem naprej reakcije pred golom Srbov v sodniškem podaljšku, da tisto bi mogoče trebalo reagirati drugače, odreagirati drugače. In ja, to je seveda moja stvar, na nek način prekiniti vse to skupaj, seveda. Bilo je splet nekih okoliščin, ki je pripeljal do tega gola, po drugi strani pa tudi reakcija na Italijana, ki je delil pravico ali pa nepravico na tekmi proti Portugalski, ko mislim, da je tiste minute, ko me ni bilo na klopi, da bi mogoče šle v neko drugo smer in da si na koncu nisem smel tega dovoliti, čeprav nisem naredil nič kaj takega, da bi si zaslužil rdeči karton, ampak čakali so me in to so neki momenti, ki so diametralno nasprotje tistemu euforiji gola, Karničnik, Janža, šansa Benija, obranjen penal Jana in vse to skupaj, ampak skupni imenovalec vsega je zadovoljstvo, v vsakem momentu pa je bilo res težko evropsko prvenstvo. Tudi skozi evropsko prvenstvo ni bilo vse idealno, ni bilo vse lahko. Čeprav smo na Nogometni zvezi so naredili fantastičen posel v vsem, v pripravi, v izvedbi, tako da je bilo to vse, kar se mene tiče in pa nas vseh na nekem primernem nivoju, ampak zelo, zelo težko evropsko prvenstvo, ki je zahtevalo celega človeka, pa še nekje, sicer vse hočeš iti naprej, hočeš zmagati, ko se nam je zgodilo, da moramo še pa 4-5 dni ostati, dalj, ko smo mogoče načrtovali za iti na morje ali pa karkoli drugam, seveda potem zopet nova energija, nov zagon in vse to skupaj. Ampak verjamte mi, pa tudi bratu lahko poveste, vaša emocija je samo preslikava tistega, kar se mogoče na nek drugačen način odraža na igrišču, ob igrišču, v slačilnici, v potovanju, na tekmo, iz tekme, v tistih prostih dnevih, ko so se zgodili. Tako da ena zgodba, ki je sigurno pustila v velik počat. Drugače sem jo dojemal kot Afriko. Pa je bila Afrika svetovno prvenstvo, pa je bila prva zmaga, pa ena generacija, ki je zaznamovala mojo kariero, druga generacija, ki je zaznamovala še bolj mojo kariero. Zaradi tega pravim, da so momenti seveda, ki pa te nekje postavijo v nogometni svet in ti dajo dostikrat za prav, da razmišljaš po svoje, da nočeš biti slaba kopija nekoga, ampak da se zavedaš, da bi lahko bilo pa kaj boljše. Matjaž, a si vi kdaj ogledate te tekme za svojo dušo? Ne govorim seveda o pripravi na tekmo, o sestavi taktike, ampak tako, za svojo dušo, da vas mogoče kakšna stvar še dodatno napolni ali o tem ne razmišljate? Tekmo proti Rusiji v Ljudskem vrtu sem si ogledal po kar nekaj letih. Ampak bolj kot same dogodke na igrišču, poslušam vas, komentarje, sokomentatorje, mislim, da je bil v tisti tekmi Zlatko sokomentator, Ivo Milovanoviću. Zdaj za evropskega prvenstva sem že poslušal zopet kamenčke v mozaiku, emocije vas, gledalcev, igralcev v dobrem in v slabem. Ne bojim se pogledati, če je kaj slabega. Ne gledam samo tisto dobro, je pa res, da cele tekme zelo, zelo redko gledam, ker me nekje navdaja tisto zadovoljstvo, ko vidim, kot sem rekel, posamezne momente, ker smatram, da slovenski uspeh se zgodi, ko ti uspe zložiti vse te kamenčke v mozaik, ker pač nismo tako veliki, nimamo tako igralcev na razpolago, da se ti kar ena generacija rodi, pa jo postaviš, pa bo to vse skupaj šlo. In mene to uči moja praksa, mogoče upam, da bo kdorkoli to postavil v neko novo dimenzijo. Ampak ja, včasih je to gledanje
pa ne vem, zgodilo se mi je v tem drugem mandatu tudi neke težke zadeve v življenju, pa vse to skupaj. Pa potem to pogledaš, seveda mirnejši, emocije se počasi umirijo, vse to skupaj in potem so slike seveda drugače videne. Je pa res, da včasih skoraj da raje pogledam slike, fotografije, kot pa te video zapise in vse to skupaj. Seveda ostanejo pa zadeve, ki te potem nekje definirajo kot takšnega ali pa drugačnega človeka, ampak bodite prepričani pa, da emocija v tebi je nekaj nepredstavljivega, nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi, ker veš, da si naredil nekaj dobrega. Koliko se vas pa zdaj, Matjaž, dotaknejo te zgodbe o tem, kdo bo novi selektor, koliko sploh razmišljate o tem, kakšni so pravzaprav občutki, ko ste toliko let sedeli na klopi Slovenije, zdaj pa se išče nov selektor, novi šef? Ja, me zanima, mogoče bi nekdo pričakoval drug odgovor, me zanima, ker sem in vedno bom del slovenskega nogometa, kjerkoli bom delal. Tudi ko sem bil na Reki, sem zelo z veseljem in pa z emocijo spremljal slovensko reprezentanco. Pa ne samo slovensko reprezentanco, takrat je mogoče perjanica vsega slovenskega nogometa bil Maribor v Champions League in tako naprej v tem obdobju, ko reprezentanca ni bila na velikih tekmovanjih. In me zanima, jasno, da me zanima, kdo bo, na kakšen način, ker sem prepričan, kot sem vam že prej rekel, da je zdaj generacija, ki sicer rabi neko doselekcijo, neko svojo idejo, ampak da je generacija, ki še ni izpela zadnje. In tudi sem večkrat to povedal in tudi sem fantom povedal. Morate narediti vse, da se spravite skozi klubske obveznosti, skozi individualne te probleme na nivo, ki bo zadovoljeval vsak moment slovenske reprezentance, ker nivo je zelo, zelo velik. Zahteve in pa pričakovanja so zelo velika in tukaj več povprečnosti ne gre. Tukaj smo videli tudi v zadnjih kvalifikacijah, da ko kar dosti preveč igralcev ni bilo v formi oziroma preveč problemov v svoji karieri, da se je to na nek način odražalo tudi na reprezentancu. Jasno pa je seveda, da ne vem, Anglija si lahko privošči v nekem momentu 5-6 novih igralcev, Slovenija si bo to težko privoščila, ker prihaja čas, ko bo treningov še manj, ko bo tekem še več v določenem zaporedju in enostavno boš rabo v nekem momentu 20-25 igralcev, da jih zarotiraš. Ampak vse to moje nepričakovanje, moje zanimanje, kaj se bo zdaj zgodilo, kaj bo dalje, mislim, da je to normalno. Se ne moreš danes biti v tem, biti najbolj odgovoren za vse skupaj, jutri pa se izklopiš pa rečeš, vse to me več ne briga, to me več ne zanima. Tisti ne govorijo resnico. Jaz nisem tak in jaz sem rekel tudi na koncu fantom, meni, pa bo to sicer mogoče zdaj nekdo patetično razumel, meni imajo res velikega navijača, meni bojo res imeli iskrenega navijača, ko bo rekel in bil neverjetno vesel, ko bojo uspeli, pa bojo uspeli sigurno, pa ko bo tudi imeli tipa, ko bo karkoli rekel, ker imam svojo glavo in svojo glavo v mislu, mislim še nadalje misliti svojo glavo, ne mislim padati pod nek populizem, ki je kar prisoten v slovenskem prostoru zdaj. No, zdaj, ko ste rekli, da vam je mar in jasno, to smo tudi pričakovali, če bi bili odločevalec, na podlagi česa bi se odločili, na podlagi tega, kakšen nogomet kdo goji ali na podlagi osebnosti, vi seveda najbolje veste, kaj je najpomembneje v selektorski vlogi. Bi se odločali torej za sistem ali za osebo in na podlagi tega potem sprejeli končno odločitev? Ja, eno vprašanje seveda, ki bo dajalo zdaj nek draž tej vaši oddaji, ker boste imeli v oddaji človeka, ki pa odloča o tem. Ne. Jaz pravim, da je to zelo težka odločitev za enega samega človeka, da je moje skoraj da plebiscitarno odločeno o tem, da se naj vrnem na klop slovenske reprezentance, meni olajšalo zelo tisti prvi... Se je ta pot zdela tako naravna vsem nam. Ampak vse pravim, tisto mi je pripeljalo do takojšnje odločitve, da sprejmem vse to skupaj.
In ravno zaradi tega zdaj mogoče bi se delal nekaj pametnega ali pa karkoli. Moje prvo prepričanje je, da časa ni zadosti. Da čas tukaj neizbežno beži in da vsaka sekunda, ki jo bo imel novi selektor na razpolago, mu bo izredno pomembna. Da s tem, ko odlagaš, pa jaz vem, da bo predsednik to poslušal, da bo si svoje si zamislil, ampak samo dobro namerno mislim, odlagaš, daje možnost raznim odkritim lobistom, pa manj odkritim lobistom, ki delajo na polno zdaj. Tega prostora, tega vakuum prostora mislim, da ne rabimo, da rabimo neko odločitev, ki bo sicer vedno naletela na odobravanje ali pa na negativni priznak. Seveda bi bilo zopet super, če bi bilo to z veliko večino, ki daje potem to človeku, ki bo izbran, legitimiteto, čas, tudi kakšno napako več, kar pač ljudje zaupajo in bo slepo zaupalo. Dalje, če bo to vleklo, težje bo. Način, ki vse zdaj verjetno tudi najbolj vas zanima, vidim, to je način vsakega posameznika. Da bo nekdo rekel, napisali bomo, čeprav tudi to nekdo zagovarja in zagovarjajo z veliko vnemo, tako in tako bi moralo izgledati, tako in tako naj bo in samo na takšen način lahko. Kaj če pa nimamo igralcev, ki imajo to kvaliteto, kaj pa potem? So trmasto vztrajati pri tem ali se prilagoditi? Ni bilo pri Keku samo 4-4-2, v nekem momentu se je takoj zgodilo nekaj drugače, pa oni v Prištini niso vedeli, kam so padli. Tako da jaz stalno pravim, nimamo takšne baze, da bi lahko opredeljevali sistem pa način, kot ga lahko, ne vem, največje reprezentance na svetu oziroma najboljši klubi na svetu. Imamo pa vedno posameznike, ki na nek način definirajo neko generacijo, ampak šele v momentu, ko imajo okoli sebe fantastične pomočnike, soigralce in obojestransko komunikacijo. Zaradi tega jaz se ne bi lotil tega ali oseba ali sistem, ampak bi se lotil tega, kaj ti lahko čim prej povrne to zadovoljstvo uspešnega rezultata. Smatram pa, da je reprezentanca v tem ozkem oknu možnosti treninga pa hitrem igranju vsakih 3-4 dni odvisna od rezultata. In rezultat ti da zagon, rezultat ti da samozavest, rezultat ti da neko odločnost, rezultat tudi zadovolji vse couch selektorje v narekovajih, pa celo javnost in to te potem potisne naprej. In včasih je treba trpeti za rezultat, tudi ko gledaš, dostikrat pa ti način igranja prinese še dodatno zadovoljstvo, ko je ta rezultat pozitiven. In zaradi tega mislim, da je zelo odgovorna, zahtevna naloga, ampak če hočeš biti na vrhu te piramide nogometne Slovenije, moraš prevzeti nase tudi svojo odgovornost. Meni odgovornosti ni bilo težko prevzeti v tistem momentu, ko nismo uspeli v zdajšnjih kvalifikacijah. Nisem se pa počutil dobenega heroja, ko se je zgodila Nemčija, pa tudi sam način, kako smo v Nemčiji izgledali. Ampak tole nekje zdaj to moderno gledanje ali pa ne gledanje, pa kdo vpraša koga, na kakšen način je kakšna manjša ekipa prišla do rezultata v Champions League ali pa kako so nekatere reprezentance prišle na dodatne kvalifikacije. Naj nekdo pogleda, kako je Kosovo ostalo proti Švedski drugi polčas, pa če je to prav ali ne. Ta populizem mi zdaj malo ni dober, ker vem, da to nikoli še ni dobro prineslo slovenskega nogometa. Tudi v prvi generaciji, ko je Srečko to vodil na svoj način, pa je vodil fantastično, kar so potrdili potem rezultati in tudi rezultati, ko ni vodil slovensko reprezentanco. Kako se je vodil Maribor na kakšen način, ki je tudi bilo potrjeno za fantastičnimi uspehi v Champions League, v Euroligi, kako se na koncu koncev zdaj prezentira tudi Celje in skozi domače prvenstvo in skozi Confederation League. Tako da smatram, še enkrat poudarjam, to je moment,
ko moraš mozaik sestaviti, ko se ti mozaik oziroma rešitev ne pokaže kar na pladnju. Kar nekateri seveda večji imajo privilegij tale. Na nekatere od teh tem, ki ste jih odprli, seveda še prideva tudi na klubsko sceno, ampak dajva zdaj še malce o tem novem, bodočem selektorju. Zdaj gledalci bodo skozi zimo tale vaš pogovor lahko večkrat pogledali. Zdaj v tem času midva seveda ne veva, kdo bo selektor v določenem momentu tega pogovora, bodo nekateri kasneje že vedeli, ampak vseeno, zdaj so v javnost že pricurljala tudi nekatera imena. Največ se omenja vašega bivšega pomočnika Boštjana Cesarja, dolgo je veljalo neka naravna pot. Boštjan Cesar, ki se je učil ne nazadnje tudi od Matjaža Keka, naj bi bil njegov naslednik. Zdaj se vedno več govori o Albertu Rieri. Slišal sem, da ko si je v četrtek ogledal tekmo med Celjem in Olimpijo Viktor Sanchez, da naj bi tudi z njim stekel kakšen pogovor, čeprav za to nimamo nobenih dokazov. Vi koga od teh, morda koga četrtega, petega osebno preferirate ali kako je s tem? Ne, preferiram, mislim, tudi nisem v situaciji, da nekaj preferiram. V sebi imam svoje mnenje, pa tudi na koncu koncev vsa ta imena, pa še koga zraven. Ne vem, zakaj se ne govori bolj na glas o Daretu Milaniču. Saj se je tudi, ja. Zakaj, omeniti, ja. Pa še nekatere. Pa mogoče Ante Šimunža, pa še kdo. Absolutno Ante Šimunža, absolutno Luka Elzner. Tako, ja. Vse to so imena, ki normalno, da so v toku. To je tudi popolnoma legitimno in normalno. Da kar direktno rešim. Sploh me ne bi motilo, ali je tujec ali je domač. Zagovarjam slovensko stroko. Slovenska stroka je podpisana po vse velike uspehe slovenskega nogometa. Hkrati se pa pojavljajo zdaj tudi tuji nogometni strokovnjaki, ki so dodobra spremenili neke poglede v slovenskem nogometu, kar je super in kar je fantastično in kar je lahko samo dobro za slovenski nogomet. Na drugi strani tukaj nimam zdaj nekih razlogov za eno ali za drugo, tudi zaradi tega, ker igrala se bo slovenska himna, igrala bo slovenska reprezentanca, dresi bodo še vedno z grbom, slovenskim grbom. In takrat bo tudi v narekovajih ta tuj strokovnjak mogel znati se identificirati z slovenskim podpisom. Kar se tiče, sem že rekel, dokdaj ali kdaj, ta čas naj bo čim krajši, favoriti, ne vem, mislim, da vsi nosijo neko svojo kvaliteto. Mene zdaj to lobiranje, kot sem že prej rekel, en tiho, eni pritajeno, bolj vlečejo v neki populizem. Tu ne rabimo zdaj populizma, ne rabimo populizma, rabimo tistega, ki bo in s kvaliteto svojega strokovnega znanja in s kvaliteto svojega karakterja, svoje osebnosti primeren za ta položaj. Meni ste zelo hitro mediji nalepili nalepko PR selektor, pa je tudi v določenem momentu to danes zelo pomemben dejavnik v našem delu. Zaradi tega. Ampak to smo, mislim, da že razčiščevali, to zagotovo ni bilo povedano šalno. Saj tudi tega ampak smo želeli povedati, da se dobro znajdete v nisem tudi tega potenciral zaradi tega, v kontekstu, da je danes potrebno za to široka oseba. Široka oseba, ki je svoja, ker danes živimo v momentu podcastov, tega, onega, drugega in danes je drugače kot pred 10-20 leti. Mi trenerji moramo se spremeniti, na to prilagoditi, ne bo se družba, ne bojo se navijači, ne bojo se mediji spremenili. In zaradi tega je to zelo, zelo pomembno, da v določenem momentu ti kot selektor si persona, ki mogoče tudi zaščiti malo nogometno zvezo, ki v nekem momentu ti sicer daje plačo, ti daje pogoje in vse to skupaj, ampak v nekem momentu se kje zamaje, pa kaj ni narejenega dobrega. In tu jaz mislim, da je ta odločitev mogoče malo vprašljiva, če je odločitev samo enega človeka. Ne. Zelo široka tema smo zdaj že, diapazon je zelo, zelo širok in jaz sem prepričan, da bo izbrana prava oseba, oziroma kar se mene tiče,
ima pa polno podporo. In če sem prej rekel, da nimam nekih, da smo v času, ko lahko razmišljamo tudi o tujcu na klopi oziroma o nedomačem strokovnjaku, seveda, po drugi strani je potrebno, da se vseeno pozna slovenski nogomet, potem to zelo zožimo že, ko govorimo o tujem strokovnjaku, da se moramo zavedati vlogo Milaniča, naprimer Šimunčič, če smo prej govorili, kar se dala v slovenskem nogometu, kakšne rezultate ste dosegala, ne? Da na koncu koncev ne bi rad, da en moment v karieri, mladi karieri trenerski Boštjana Cesarja vpliva na to, kako bo dalje šla kariera. Ta odločitev njegova, da je šel iz reprezentance, je odločitev, ki jo nekateri odobrajo, nekateri ne, jaz osebno sem o tem že dosti govoril, ampak še enkrat poudarjam, Boštjan ima pri meni totalno podporo, vso podporo, pa ne zaradi tega, ker je bil moj pomočnik, ampak zaradi tega, kako je delal in kakšno kvaliteto je prinesel v vsakem momentu reprezentance, ko je bil zraven mene ali pa ko je bil sam, ko jaz nisem bil zraven. Mene zanima na koncu kvaliteta, sposobnost človeka povezati vse to skupaj, ker bistvo pa je, moramo pa biti povezani, ker če pa nismo povezani, če pa to štrli na eno stran, pa na drugo stran, pa rezultata ne bo. In takrat, ko je bila Slovenija nogometno povezana, takrat so bili rezultati, s katerimi smo nekje našli upravičeno odobravanje v celem svetovnem evropskem nogometu. Matjaž, samo še na kratko, če se ustavijo pri teh dveh trenutno največjih favoritih, Boštjan Cesar, to so vaši favoriti. Albert Riera. Ne, tako se govori, tako kažejo ankete, obstaja seveda možnost, da bo tudi kdo tretji, ampak če se nekako osredotočiva na njiju, ne, Boštjan naj bi bil neka vaša šola, od vas se je učil. Menite, da če prevzame to selektorsko vlogo, bo nekako skušal nadaljevati vaše delo po večini, jasno, da bo dodal nekaj novega. Po drugi strani verjetno lahko pričakujemo popolno spremembo, če bi bil to Albert Riera, ker napoveduje drugačen slog igre. Vi pa najbolje poznate te igralce, nihče ni odslužen, vsi vemo, da ste pustili reprezentanco, ki bo lahko še kar nekaj časa tudi s temi imeni igrala. Naša reprezentanca ni stara, ravno nasprotno. Menite, da je to slednje sploh možno, igrati bistveno drugače, odprt, napadalen nogomet? Dobro, tukaj zdaj res se ne počutim nekega razsodnika in ne bi rad bil razsodnik v svojem mnenju, jasno, da imam in ga bom držal zase, ampak in na eni in na drugi strani se pojavijo kar nekaj vprašajev, kar nekaj je ta izkušnja Boštjana Cesarja že zadosti, je to njegovo delo samostojno zadosti. Jaz mogoče vidim tukaj v perspektivi čisto tretjo osebo, ampak jo bom zadržal zase. Škoda. Škoda, ja. Kar se tiče Riere, pa bilo bi zelo licemerno, če ne bi človek rekel, da je prinesel dosti dobrega slovenskemu nogometu, že zdaj. Pa izgleda, da bo še dolgo ostal v slovenskem nogometu in tudi to je dobro za nas. Da je seveda zdaj tole razglabljanje klubski trener pa selektor v eni, da to je zadeva res za dobro razmisliti, ker sem vam že prej rekel, slovenska reprezentanca zahteva 120% od človeka in tu, ne vem, naj dobro prevagajo vse skupaj. Kar se tiče kvalitete na samem igrišču, se vidi. Jaz sem neizmerno rad pogledal Celje in ga še rad gledam tudi na Rijeko in dosti dobrega sem dobil in uspel najti tudi v svojem problemu igralce, ki sem jih klical, nisem klical zato, ker mi je Riera simpatičen ali pa nesimpatičen, ampak enostavno, ker so svojo kvaliteto, svojim razvojem, že najprej v Olimpiji, ko je delal, pa tudi zdaj v Celju, te primorali na to in to so tudi opravičili. Pa najbolj nekje idealizirana eksemplarja iz tega Tivi Max Elšnik in pa Žan Krničnik, od vseh ostalih, ki sem prepričan, da bodo prišli do svoje način igranja in je njegova izbira in njegova legitimnost. Zagovarjanje svoje ideje je nekje normalnega, ne moreš zagovarjati nekaj drugega, če sam igraš na takšen način. Zdaj, koliko je to uresničljivo v reprezentanci skozi 2-3 treninge, je druga.
prepričan sem, da je toliko intelektualno na visokem nivoju, da se zelo hitro zna dobro prilagoditi in tudi zdajšnja interpretacija njegova, uči se slovensko, naučil se bo tudi himno, to je že tisti PR, ki gre v pravo smer. Ne? Tako da, ampak še enkrat pravim, tu je meni zelo visoko Luka Ilzner. Sicer je v klubu, ima vsakdanje delo vprašanje, To je tisti tretji, ne? to je, ja, Tega ali pa ne. To je potem Ante ali pa Šimunž ali pa Dare Milanič, ki imata to izkušnjo izgrajanja na najvišjem možnem nivoju, ki sta kot igralca, kot trenerja pustila neverjeten pečat. Sigurno smo midva zdaj pustila nekoga, ki bi si enako zaslužil, da se pogovarjamo o njih. Ne? Ampak če odgovarjamo na to nek glas javnosti. Jaz samo nočem, da izveni vse skupaj izbora selektorja v nekem populizmu, ker se vračam na svoje zadovoljstvo pa privilegij, na kakšen način sem se vrnil na slovensko. Jaz privoščim to vsakemu. In jaz, ko bo izbran, jaz bom največji zagovornik vsega tega. Ker mislim, da je to prav in mislim, oziroma na svoji koži sem občutil, kako je to pomembno. Kako je to pomembno, tako da naj se zgodi samo čim prej. Zaradi tega, ker vi boste imeli mir in nogomet bo lahko začel se živeti na tisti normalen način. Jasno pa je, da je tukaj odgovornost nogometne zveze zelo velika, ne? Kar se pa tiče nogometa, pa ni samo reprezentanca, ne? To je pa široka zgodba do mladih reprezentanc, na koncu tudi do lige. Tu pa vidim malo večje probleme. Matjaž, slovenski nogomet z reprezentanco vred potrebuje tudi Zlatka Zahovića? To je brez veze debatirati sploh. To je toliko jasno. Jasno je, če on hoče. To je osnovno vprašanje, kar se tiče znanja, ne samo znanja igrišča, pa tu ima najvišjo licenco, koliko jaz vem, čeprav mama redko kdaj kontaktiramo, tudi znanja okoli igrišča, ki je v slovenskem prostoru zelo pomembno. Mogoče bolj pomembno, kot si vsi skupaj mislimo, za neko kvaliteto, za nek odnos do igralcev, za neko prezentacijo v Evropi, v svetu, zelo pomembno. In jaz zagovarjam tezo in danes je še bolj glasno v meni. Naj se pusti nogomet nogometašem. S tem pa je še večje spoštovanje do tistih, ki so danes pripravljeni iz miljeja gospodarstva karkoli vložiti v nogomet. Prihajamo do tega, da se vsi čudimo tuji investitorji. Če jih ne bi bilo, kje bi pa bili? Jasno pa je, da ti tuji investitorji imajo dosti večje možnosti za uspeh, če se znajo poistovetiti z okoljem, v katerem delajo. To je pa moja izkušnja z Rijeke. In jaz bi vsakemu svetoval, ne trmarite samo po svoje, čeprav imate vso legitimno pravico, ker na koncu dajete denar, ampak pustite nekaj tudi lokalnemu okolju, pustite nekaj karakterjem ljudi, ki tukaj živimo. Jasno pa je še enkrat, nogomet je pa za nogometaše in ni nas dosti v Sloveniji in zaradi tega tudi spoštujmo en drugega in če je bil kdorkoli kakšen konflikt, noben konflikt ne more biti tako zabetoniran pa tako grozen, da se ne bi dalo vse skupaj pogovoriti pa usmeriti v dobro slovenskega nogometa. To je neko moje prepričanje. Jaz upam, da tudi mogoče ideja komu. Matjaž, slovenski klubski nogomet. Kako uspete spremljati določene težave Maribora, Olimpije, dveh naših največjih klubov? Bom rekel zdaj ne nazadnje tudi Mure, še enega tradicionalnega kluba, pa da ne govorim o Domžalah, za katere se celo dvomi, ali bodo igrale v drugem delu sezone. Hkrati na nek način ekspanzija Celja, kot ste že rekli, s tujimi vlagatelji. Kako vse skupaj spremljate ta slovenski klubski nogomet, od katerega se vendarle na koncu koncev črpajo igralci, kar ste ne nazadnje
tudi vi dokazali, še posebej v zadnjem obdobju, kar precej igralcev iz slovenske lige dobivalo priložnost. Pa mislim, da je tole ta zadnji, mogoče najpomembnejše vse skupaj. Dolgo je veljalo, da niti ne pogledam proti slovenski ligi, potem ko sem s svojimi sodelavci nekje videl, da je kvaliteta na takšnem nivoju, da lahko pomaga, je to enostavno začelo leteti. In potrditev, kot sem že rekel, Elšnik, Karničnik, pa še kdo, samo po sebi te primora, da gledaš. Spremljanje seveda slovenskega nogometa se ne sme ostaviti samo na reprezentanci, ker liga oziroma lige so zelo, zelo pomembne. Če smo na eni strani lahko zadovoljni z idejo, pa z izpeljavo mladinske lige, o kateri se absolutno premalo govori, vi omenjate v oddaji, kar je edino pravilno, ki daje in prinaša neko kvaliteto in je vse treba vse skupaj spraviti, če na višji nivo, sem prvi ligi zelo, zelo skeptičen. Na koncu, v drugi ligi imamo zelo malo klubov, ki sploh lahko pomislijo, da bi konkurenčni bili. Grosuplje mogoče na svoj način, zelo mi je simpatičen projekt. Nafta, zopet na nek način. Kaj več, ne vem, kdo bi še lahko tu bil. Triglav kaže neke ambicije. Triglav kaže ambicije, pa tudi ljudi ima, ki pripričan sem, da vejo in da poznajo pot. Zdaj, če bojo uspeli, ne, to je drugo. Na drugi strani pa pol lige sploh ne veš, na kakšen način preživljajo vse skupaj. In ne sme biti te ljudi nekje, ne sme biti takoj na zadnjih nogah, če kdorkoli opozori, da pa nekaj ni v redu. Ker pa se ne vem, kakšen bumbar moraš biti, da ti ni jasno, da je za uspeh slovenskega nogometa potrebna liga, v kateri imajo neko vidno vlogo Olimpija, Maribor, Mura, kje je Gorica, Koper. Hvala Bogu, da je na nek način Aluminij tu svež, da so Radomlje sveže. Še bi lahko verjetno koga naštel. Da o Celju ne bom govoril zaradi tega, ker to je že skoraj idealizirano, kar se dogaja. In naj bo Celje ne zavist ali pa kazanje s prstom, tu je sredstva, tu je trener, ampak izziv, da se jim približam, da jih izzovem, da so še oni boljši, ker potem boljši v Evropi in vsi bomo happy in vsi bomo zadovoljni. In to pa ni dobro. Ne? In ni pa tu dobro, da je nogometna zveza, pa zdaj mogoče lahko malo lažje govorimo o vsem tem, dobra samo takrat, ko dobiš neka sredstva nakazana, ko ti napolnijo malo žiroračun, da lahko to uporabiš za preživetje, da pa je vse najslabše, ko se ne zgodi nekaj dobrega, ko kdo sodi kaj narobe ali pa ko se nekatere stvari ne izidejo tako, kot se bi morali. Vsi naj se pogledajo v ogledalo in vsi najprej pri sebi razčistijo, kaj hočejo in na kakšen način hočejo, da bo dobro slovenskemu nogometu. In tudi klubi morajo kdaj biti dovolj objektivni in samokritični, ko sem rekel, ko ocenjujejo svoje delo, ali je dobro ali ni dobro. Če mi nekdo zdaj govori, da je lahko Olimpija zadovoljna, da je lahko Maribor zadovoljen, da so v Prekmurju vsi veseli, potem jaz mislim, da to ni res. Da so lahko v Celju zadovoljni, ja, ampak oni so nekaj vložili, oni so prezentirali svoj način dela izven igrišča, na igrišču, uspeli zainteresirati za naš šport v mestu, ki je totalno rokometno, ki je veljalo samo za rokometno, to vi najbolje veste, in normalno, da zdaj prihaja do uspeha. Ampak jaz pravim ne na način, da smo pa zdaj vsi škodoželjni oziroma da vsi kažemo s prstom, ampak da je izziv, na kak način se da narediti. In jaz upam, da bodo v Celju našli posluh za sodelovanje z lokalno skupnostjo, ker v pogojih, v katerem delajo, je delo na kratek rok. To govorim svoje izkušnje z Reke. Ko se je na Reki zgodila Rujevica, je pa šlo. Je pa enostavno šlo, so pa padali Feyenoord, Milan, Standard, ne vem kdo vse. In potem, seveda v tistem momentu, pa morajo drugi razčistiti najprej pri sebi. In če vidiš v vsakem komentarju sovražnika oziroma tistega, ki hoče ti slabo, pa to, potem si v velikem problemu. In jasno je, ko je Mura uspešno igrala v Evropi,
da smo vsi v Sloveniji navijali za Muro. Tako danes vsi navijamo za Celje, pa smo lani za Celje in Olimpijo, da ne govorimo o Mariboru v Champions League. In zaradi tega, jaz pravim, znanje vsakega posameznika, ki je pustil nek pečat v slovenskem nogometu skozi igralsko kariero, skozi funkcionarja, skozi trenerja, bi moral biti za dovolj velik vzrok, da se mu prisluhne. In ta liga nam zdaj v primeru Domžal, to pa moramo biti sploh zelo nezadovoljni in razočarani. Klub, ki je osvajal prvenstva, klub, ki je dal toliko dobrih nogometašev, toliko dobrih trenerjev, da zdaj igralci reagirali na način, kot so reagirali v Kopru, pa na to ne more biti noben ponosen. Tudi če ga brigajo Domžale, pa ne brigajo Domžale. Zaradi tega to pravim, pol lige je na eksistenci, tujih vlagateljev je vedno več in še več jih bo, tujih igralcev meni osebno preveč in ne vem, koga lahko zadovolji, da se menja v prvi ali pa 5 minuti nekoga, ki dela, ki trenira, ki je željan igranja, da to je toliko stvari, da bi se dalo debatirati in zaradi tega mogoče tudi z neke stvari, pa ne zaradi tega, ker sem zdaj v vaši oddaji, zaradi tega eni ste od redkih, ki se upate pa vztrajate v problemov slovenskega nogometa in reprezentančnega in klubskega. In teh zadev rabimo več, ne pa da zdaj hočemo še to sklestiti, kje pa bomo potem. Jaz zapuščam, na koncu sem zapustil reprezentanco, pa smo bili 2-krat ekipa leta. Pa vem, da ni bilo vsem prav, v konkurenci odbojke, rokometa, skakalcev, pa ne vem, kaj še lahko več narediš, kaj še te lahko bolj zadovolji, če gremo malo ven iz nogometnih krogov. In ostati konkurenčen v tej paleti sjajnih uspehov slovenskega športa, športnic, kolektivnega športa, posameznikov, zelo hitro se zgubiš zopet. Zelo hitro se zgubiš in trajalo je po Afriki predolgo. Predolgo je trajalo. In jaz sem nekajkrat že rekel, še ko sem bil v funkciji, ne pustimo tega mi nogometaši, da se nam bo to zopet zgodilo. In mislim, da nismo nekaj naredili prav, da se je od euforičnega leta 23-24 zgodilo letnik 25, kjer pa razen Celja ne vidim kaj dosti. Mlade reprezentance nam delajo neke rezultate, delajo z njimi mladi trenerji, ki so iz nogometnih krogov, ki so perspektiva in ki bojo sigurno naredili dober posel. Ampak vse skupaj pa to 25, jaz sem razočaran sam nad sabo, nad rezultati, ker se je nekaj zgodilo, nekaj smo naredili nekje narobe. No. In ne zdaj, nogometna zveza je kriva, Kek je kriv, klubi so krivi, ne, vse nogomet. Nogomet je kriv in tu moramo biti dovolj objektivni, samokritični in dati možnost novim idejam po predsedniku Mijatoviću, novi energiji, ki je za mene brezvezna alibi, da bomo ostali v tej družbi sjajnih uspehov slovenskega športa. Nisva se še dotaknila Maribora, vašega kluba, tega ne skrivate, ne nazadnje ste igrali za Maribor, bili trener Maribora, sediva pod Pohorjem. Tudi Maribor ima nemalo težav, čeprav se v določenih momentih zdi, da nekako gredo skozi neko krizo, pa se spet zgodi nekaj, kar vse to besedno položi na tla. Kje je Maribor po vašem mnenju v tem momentu? Ja, Maribor je drugi v ligi. Ja. Maribor je drugi v ligi, kar lahko nekdo prikaže kot, mislim, kaj pa je tu narobe. Glede na to, da Celje, nekaj solidnega, da je to Celje res način, kako igrajo, rezultate, ki jih dosegajo, da je to hit in da je to in. 12 točk je pa že tisto, kar začneš razmišljati, da pa mogoče ni vse idealno. In jaz nikoli nisem skrival, tudi ko sem v vlogi selektorja včasih se spraševal, kaj ti to potrebno, ampak mi je bilo
da rečem, jaz sem navijač Maribora in vedno bom, to je moj klub in vedno bom navijal za ta klub. Da sem imel zaradi tega ogromno problemov preko Trojan, ker so me takoj označili za nekoga, ki gleda prej na Maribor kot na kajkoli drugega, pa je več igralcev Olimpije pa Celja, na primer igralo v reprezentanci, kot pa z Maribora. Tako da jasno, da mi je Maribor neko drugačno razmišljanje, ker so drugačne emocije. Kot sem že dostikrat rekel, živim skoraj da v Ljudskem vrtu. In razočaran sem malo nad tem, kako v določenih momentih ne najdejo nekega stika z veličinami, ki so klubu dali ogromno. To me najbolj mogoče moti. Pa vsi mi smo imeli svojih svetlih trenutkov, pa temne trenutke kot igravci ali pa kot trenerji ali pa kot funkcionarji za ta svoj klub, ne. In jaz mislim, da se tukaj še bolj vidi ta moment, ko se ne prisluhne nogometašem, ko se ne prisluhne nekomu, ki ima znanje in izkušnje. In to potem vodi v to, da toliko pričakovan tuji kapital, ki pomeni eksistenco kluba, ker vprašanje, kaj je bilo s klubom, če ne je bilo tuje, danes je prezentiran na popolnoma napačen način. Jasno je, da če menjaš 4 trenerje v enem letu, se ne vem koliko, da potem tu nekaj ne štima, da to nekaj ni v redu. Jasno je, če se ljudje v štajerski metropoli ne identificirajo z junaki iz igralskega kadra svojega kluba, potem meni tu nekaj ne štima. Hkrati pa takoj prideš do derbija, Maribor Olimpija, pa 8 ali 9 tisoč navijačev, pred kratkim pa je situacija daleč od idealnega. In ne vem, jaz sem zelo redko v Ljudskem vrtu, tudi nekatere zelo neprijetne izkušnje sem doživljal, ko ljudje, ki imajo klubsko bundo, kričijo na tebe, pa ti mahajo, pa človek ni niti vedel, kje je Ljudski vrt, ko sem ja že tam delal. Ampak vse to je neka folklora, nogometna folklora, ki jo sprejmeš ali pa ne sprejmeš. Jasno je, da tudi ne vem komu izvenijo besede najuspešnejšega funkcionarja v klubski zgodovini kar tak mimo, pa je to za mene absurdno, pa je za mene nepojemljivo, ker lahko mogoče samo se naučiš oziroma vzameš nekaj drugega. In če smo se prej pogovarjali o vključitvi tujih investitorjev, tudi tuje stroke v domače okolje, jaz mislim, da je to, kar se pa Maribora tiče, predpogoj. Zelo dosti sličnosti je med Mariborom pa med Rijeko. Zelo dobro vem, na kak način je Social Sport šel v posel na Rijeki, na kak način se je Damir Mišković infiltriral v ta šport in na koncu koncev, kaj iz tega vse skupaj nastalo. In zaradi tega nekatere stvari ne razumem, zaradi tega nekatere stvari raje zadržim zase. Vem, da sem z veseljem hodil pogledati trening Dareta Milaniča, Anteja Šimunža, da sem z veseljem se pogovoril o čemerkoli z ljudmi, ki so takrat bili v klubu, da danes ne grem več na to. In ali je to moja neka kaprica ali ne, meni na koncu koncev vseeno. Maribor je vedno del mene, Maribor je vedno bil in bo del moje familije in zaradi tega mi ni vseeno, kaj se dogaja v klubu. In jaz upam, da prihajajo boljši časi, da dajem možnost vsakemu, da je potreben nek čas aklimatizacije, prilagoditve na to vse skupaj. Zdaj mislim, da ti ljudje bi morali vedeti, kaj pomeni Maribor, kaj pomeni nogomet v Mariboru. In mislim, da si navijači Maribora, pa ne samo Viole, zaslužijo nekaj več, predvsem v momentu, ko imajo takšni izziv, ki ga zdaj trosi dobesedno Celje. Jaz isto mislim za Olimpijo. In ja, deklariran sem Mariborčan in povedal sem, da mi klub moj, s tem pa sem samo še bolj spoštoval svojega največjega rivala. Ker rivalstvo, rivaliteta je pa predpogoj, da se nekaj dobrega zgodi. Ker ni to, kar hočejo prikazati samo, da se kadi, da poka. To rivalstvo, ki se čuti v vsakem momentu nogometnega dela enega kluba, ko se pripravlja derbi, mislim, da je to nekaj največ, kar lahko in se zgodi in kar lahko dobrega prinese v klub. Zaradi tega enako razmišljam tudi o Muri,
ki ima neko svojo pot, ki ima pa neko zgodovino v zadnjem času uspešnosti, ki se je ne smeš bati, ampak moraš to nadgraditi, poskušati nadgraditi, se zavedati, da seveda pride tudi slabši čas, ko mogoče ni vse idealno, ampak ne se potem bati neke kritike, ne se potem bati nečesa, če te kdo opozori, da nekaj pa ni dobro. To mi je bez veze. In isto, zopet vežem lahko prispodobo za reprezentanco. Evropsko prvenstvo, naslednje kvalifikacije je malo slabše, mogoče je ravno čas, da se resetira vse skupaj, da se napolni, da se krene naprej, ne pa da se gleda nazaj in da se kaže s prstom na onega, drugega, tretjega, četrtega. Matjaž, vi ste še pripravljeni sesti na klop kakšnega slovenskega kluba? Ja, ok, legitimno vprašanje. Jaz sem pripravljen sodelovati in delati v nogometu. Zdaj sem že tako daleč neodvisen sem od vsega v nekem projektu, ki ti daje možnost, da uspeš. Mene na koncu koncev so zaznamovali, moji CV so zaznamovali v veliki uspehi, pa tudi velika razočaranja. Tako kot šport nosi zmage pa poraze. In jaz nikoli nisem bežal od tistih momentov neuspeha, ker mislim, da sem se takrat pa največ naučil. In jaz sem enkrat rekel, tudi nekdo je zapisal, da ne moreš biti velik zmagovalec, če ne znaš biti in če nisi velik v porazu. In zaradi tega mogoče tudi moje spoštovanje do svojih tekmecev, do svojih konkurencov, do trenerjev, ki so na nasprotni strani, mogoče zaradi tega tudi moje držanje to ob liniji oziroma ko nisem vpet v samem nogometu. Slovenski nogomet, jaz mogoče bom to celo zdaj prvič rekel, za hrvaški nogomet sem to že rekel, je meni dal mogoče celo več, kot sem jaz dal njemu. In predvsem jaz kot persona moram to znati spoštovati. Moja kompletna družina je bila vpeta in je vpeta in bo še vpeta, jaz upam, da bo slovenski nogomet. In kakšen bi bil človek, če ne bi po 12 letih selektorskega mesta ne spoštoval ta slovenski nogomet. Mislim, da to res ne bi bilo niti korektno, še manj pa, da bi me nekje označevalo za moj karakter. Jasno pa je, da mi ni potrebno, da jutri takoj začnem nekaj delati. Bil sem na zavodu za zaposlovanje, izračunali so mi 40 in več let delovne dobe, zato tudi pada teorija mnogih, ki pa se ta nikoli nič ni delal, ne. Ampak to me na nek način zdaj 2-3 dni nazaj se je začelo nekako dogajati. Zopet me je začelo kuriti po mariborsko, ne. Zopet me je začelo žgati in če bo nekdo prepoznal projekt, če bo nekdo prepoznal kvaliteto in pa način mojega razmišljanja o nogometu, ki ni populističen, je pač takšen, kot je pa nekje vseeno na CV-ju zapisan z nekimi z naslovi državnih prvakov, z klubskimi, pokalnimi naslovi, z evropskimi zmagami, svetovnim prvenstvom, evropskim prvenstvom. Mogoče bi, z mano je vedno bil dogovor zelo hiter, no. In zaradi tega dogovor hiter, pa tudi, ko smo šli na razne, je bilo to zelo, zelo hitro. Zato mi je šlo to na živce, to zdaj, kar se je vleklo teden pa 10 dni, kar se tiče mojega mesta pa moje vloge. In jaz sem prepričan, da slovenski nogomet bo zelo hitro zopet zaživel. Na koncu koncev imamo klub, ki je v Confederation League in to zgleda zelo, zelo dobro, celo med 8. Pa kdorkoli govori, da je to 3. Evropska liga. Je Evropska liga. Ja, takšna je pa naša liga, ne. Jaz bi to takoj vprašal. In to moramo spoštovati in to moramo odobravati. Kakšna pa je? Direktno nisem odgovoril. Ja, ampak sem dobil občutek, da prvič niste dejali, da pride v poštev samo Maribor. To pa, jaz sem že rekel, iz vsega spoštovanja do slovenskega nogometa, do te rivalitete, ne znam si predstavljati, da bi bil trener Olimpije, pa ne zaradi tega, da bi ta klub podcenjeval karkoli. To je nekje v meni in to je spoštljivo do tekmeca, ker vem, da lahko funkcioniram samo, ko sem na 100-120%, ko sem celi predan v to vse skupaj. In
Tu ne, ampak so pa projekti, sigurno, ki bi me zanimali. In projekti, in ideja, in pogoji, in vse to skupaj. Ker malo sem se pa razvadil, to pa moram priznati. Pogoji, ki sem jih imel na nogometni zvezi, kako so mi v določenih momentih znali kriti hrbet, ko je bilo, pa vi veste dobro, ko je bilo zelo, zelo napeto, naprimer po Beogradu, moram spoštovati. Pogoji, ki so se ustvarjali na Brdu, mi spoštujemo vsi, in igralci, in trenerji, in vse to skupaj. Zaradi tega mora biti to vse skupaj. In še enkrat, dovolite mi, da se zahvalim še enkrat vsem mojim sodelavcem, vsem na nogometni zvezi. Bilo je slabih momentov, bilo pa je tudi dobrih momentov, ampak teh 7 let mi doben ne more vzeti in si ne pustim tega. In zelo vesel sem bil reakcije večine igralcev, ko je bilo jasno, da gremo vsak svojo pot. To ti da neko zadovoljstvo, notranje zadovoljstvo, ki je včasih večje kot pa kakšna zmaga. Mi je zanimivo, ne, da izpostavljate teh 7 let, ker skupno je bilo 12, ne, 2 eri. Ja, sem prav, ja. Želim v bistvu izpostaviti to, da ste vedno delali na dolge steze, ne? Da to ni samo floskula, z izjemo Saudske Arabije ste bili vselej, mislim, da vsaj 5 let na klopi vsakega kluba ali reprezentance. Kar ni v današnjem času, je bolj nevsakdanje. Dosti mojih stanovskih kolegov mi meče naprej, da sem imel pač šanso, da so mi pustili, da delam. Ne. Jaz pravim, če si na teh koncih, potem na nek način si že to zaslužil, da ti nekdo zaupa. Nekdo si ni zaslužil, pa so ga po 3-4 mesecih ali pa 1 letu menjali. To zdaj na koncu niti ni to moj problem, jaz mislim, da je to samo lahko moje dobro. Ja, je pa seveda tista Saudska Arabija, ne, tisto je bila fakulteta. Tisto je bilo fakulteta, tisto je bilo po fantastičnem svetovnem prvenstvu, po uspehu, potem pa čist nek drug svet. Zaradi tega mogoče tudi nek moj notranji odklonilni nastop do nekih ponudb iz tistega sveta. Ne najdem se tem, rad pa imam dejansko in sem ponosen na to, da sem zdržal 5 in več let na Rijeki, da sem prvi ciklus reprezentančni, pa k temu še prištejemo, da sem bil izredno ponosen selektor U17 takrat, da sem takrat neverjetno užival, da sem takrat spoznal. To mnogi pozabljajo, da ste imeli tudi mlajše reprezentance. Seveda, in to z največjim veseljem in z največjim ponosom. In zaradi tega zdaj spoštujem Cvjanoviće, Vugdaliće, Brečkote, Ačimoviće, Razdrhince. Vem, skozi kaj grejo, pa še verjetno za koga pozabo. Vem, skozi kaj grejo in vem, da je to prepotreben temelj, da skočiš potem višje. In tukaj sigurno ti moji, tudi Maribor, sicer v Mariboru bilo najbolj burno, ker sem bil najbolj nor jaz takrat. Takrat sem bil zmešan in svašta sem prijavljal in jasno je, da ti konflikti ne more nič dobrega prinesti, ampak tudi tisto je bila izkušnja, tudi tisto je bila šola in tudi tisto, iz tistega se je rodilo neverjetno spoštovanje, ki ga danes v vsakem momentu srečaš na ulici, ali je to Ljubljana, ali je to Maribor, ali je to Koper, isto kot, ali je to Rijeka, ali je to Zagreb, ali je to Split, ali pa to Osijek. Jaz nikoli nisem imel problema se sprehoditi po Zagrebu ali pa po Splitu, pa vi dobro veste, kaj to pomeni med Rijeko pa med Hajdukom. Ne? In tako tudi v zdajšnjem mandatu nikoli ni bilo problema, ko je nekdo velik navijač Olimpije, ki ima sicer svoje mišljenje o Keku, ampak ko je igrala slovenska reprezentanca, pa je bilo vseeno. Ali se je igralo za Bežigradom, ali se je igralo v Ljudskem vrtu, ali zdaj v Stožicah. Takrat mi moramo to spoštovati, mi moramo to razvijati, mi moramo to dajati svojo energijo, ker je to vseeno naša reprezentanca. Se pa ne more se takrat deliti na vijoličnega ali pa zelenega. Ne? In jaz upam, da bo to tudi v nadaljevanju, ker to je pa predpogoj za vse skupaj. Matjaž, bližava se 1,5 najinega pogovora. Sam bi lahko z vami razglabljal, ne vem, vsaj 5-6 ur. Nekje za konec najinega pogovora se morava dotakniti še teh silnih ponudb, ki jih imate predvsem strani sosedov, vsaj mediji o tem tako poročajo. Praktično iz tedna v teden vas selijo iz Dinama v Hajduk, iz Hajduka v Rijeko in obratno.
kaj se dogaja v tem momentu. Dinamo je bil na pragu tega, da menja trenerja. Za Rijeko ste ves čas aktualni, tam se mi zdi, da ste res, da imate vlogo nekega božanstva, vsaj ko grem tja tudi dopustovati, je Matjaž Kek redna tema še vedno, pa čeprav je minilo že 7 let, odkar ste zapustili klub Rijeke. Se kaj dogaja, oziroma če drugače formuliram, si upate trditi, da na začetku spomladanskega dela sezone ne boste na klopi kakšnega hrvaškega kluba? Ja, eno vprašanje, ki zahteva nek odgovor, ki mora biti najbolj odkrit, kar je možno. Prav z nobenim se še nisem pogovarjal. In, Dobro, mogoče imate zastopnika. Pa ne, res nimam zastopnika, sem imel samo, ko sem šel v Arabijo, pa še takrat so me narekovali, da ne bom kajkoli rekel, kar ni primerno za televizijo, ker gledajo tudi mlajši. Tako da res ni iz trte zvito, ko rečem, da dostikrat sem bil sam v tej vlogi in zelo vem, kako se počutijo moji stanovski kolegi, trenerji na klopi klubov, ko te že menjujejo, ko ti prednost tišijo vsak dan drugega, in zaradi tega se zavedam tega medijskega stroja, ki zdaj pač melje in vedno znova rabi neke nove informacije in se pojavlja, ampak jaz iz spoštovanja do svojih kolegov si ne bi nikoli dovolil, da se pogovarjam na nek način, pa imajo te selekcije ali pa klubi svoje trenerje, ki trdo delajo in ki dajejo vse v to. V zadnjem primeru Kovačevića sem to že javno povedal, takoj direktno v hrvaških medijih. Edini, s katerim se pogovarjamo o nogometu, na nek način je moj družinski prijatelj Damir Mišković. Ampak to je vedno bilo in vedno bo, ker to je izven nogometnih okvirov in to nima nobene veze. In tako kot sem prepričan, da bo Rijeka zopet v vrhu hrvaškega nogometa, tako se na nek način tudi zavedam in sem ponosen na to, da naredijo tvoj grafit, da te kdo pokliče, da te kdo prepozna. Razmišljam o tem, da bi se celo umaknil iz nogometa za nekaj časa, čeprav vsi tisti, ki so okoli mene, se samo nasmihajo pa pravijo, da to je v bistvu nemogoče. Ne? Ampak jaz sem skozi življenje, skozi svojo kariero ustvaril tudi tisti drugi del Matjaža in nekateri to ne razumejo, nekateri govorijo, da je to nemogoče. Jaz se ne zbudim in ne grem spat vedno za nogometom. Moj krog prijateljev ima zelo malo stičnih točk z nogometom. Ne? In kaj najraje, Matjaž, počnete v prostem času? Vse, kar me izpopolni. Kot persono, kot osebo. Včasih na kolesu, včasih hoji, včasih v vajah. Imel sem zelo velike zdravstvene težave, pa so mi tudi takrat zopet pravi prijatelji pomagali. In zato vsem tem, ki so mi pomagali v Hrpeljah, tu v Pernici, v Mariboru, neizmerna hvala. Tudi takrat spoznaš tisti drugi. Zdaj govorimo o težavah s hrbtom. Ja, tudi takrat mi boste dali kakšen nasvet. Ja, lahko se potem zmenimo, pa zelo dober, ker zdaj je v redu, hvala Bogu. In takrat spoznaš tudi neko drugo plat vse zgodbe. Tudi vmes v tem času drugega mandata je oče šel in potem si poskuša zgraditi nek svoj svet, ki ni samo odvisen od žoge, čeprav sem se žogo rodil. Ne? In sam si na momente znam predstavljati, sam hkrati pa tudi ne, kakšno bo življenje, če pa res mogoče se odločim, da grem ven z nogometa. Ne? Tako da tole o teh nekih silnih ponudbah ne. Nimam agenta, ki bi me zastopil, pa ga zdaj ne iščem, da ne bo kdo kaj mislil, ker imam nek svoj odnos s tem in tudi tu sem zelo svoj. Zelo svoj in včasih celo preveč trmast. Če bom pa lahko kaj pomagal, če bom se našel v tem, pa z veseljem. Mogoče celo z mladimi ali s karkoli. Je pa seveda jasno, to pa vejo vsi, s Kekom pa ni lahko delati. Ne. Model, ki včasih je neverjetno pretrd, ja, to je resnica, saj to vi vsi veste, samo nočete na glas povedati. Ne. Ampak to je, če ste me že povabili, pa če imam možnost, je mogoče nekje pošteno, da povem nekaj več kot pa tisto stereotipno. In zaradi tega
mogoče v svoji glavi premlevam, če oni te ima za užaljenega, oni te dajo nalepko bunkeraša, oni ono. Si mislim, pa vse to je pravica ljudi, vse tudi jaz govorim, tale mesar je dober, ali pa ta mesar je malo manj dober, ne? Ali pa ta novinar zna zaplavati v prenos in zna pričarati, eden pa govori tako, kot da mu je največja muka, ne? Vse tudi jaz ocenjujem. In zaradi tega sem se navadil živeti z vami, vedno sem vam povedal, da se vas niti malo ne bojim, ker to, kar ste danes povedali, Tega si nismo mislili. to, kar danes poveste ali pa napišete jutri, tako ali tako v današnjem svetu, teh podcastov, teh komentiranj je pozabljeno, kar pa ni generalno slabo, ni pa vedno dobro. Ne? In jaz sem rekel, mi trenerji, mi starejši se moramo prilagoditi in zaradi tega jaz tokrat pogledam mlajšega, zaradi tega jaz tokrat pogledam oči pa reakcijo, naprimer zdaj in trenerja Alberta Riere, pa sem prej imel možnost kontaktirati in kontaktov z, ne vem, Arsenem Wengerjem, z Vicente Del Bosquem, da ne, naprimer Čiro Blažević. Jaz, ko sem se prvič, ko sem prišel, rekel, sedel zraven Čiro Blaževića, meni je nekaj zmrznilo. Ampak to je pač ta svet našega fuzbala, našega nogometa. In zaradi tega nočem, da se začnemo deliti, hočem, da se čim prej stabiliziramo, hočem, da smo čim prej zopet enotni z eno mislijo, ki vodi do uspeha, ki vodi do zadovoljstva, ki vodi do euforije. Pa ste se že dotaknili teh strokovnjakov, katerih ste rekli, da ste zmrznili. Tudi nam, poročevalcem, ni vedno najlažje, ko se pripravljamo na pogovor z vami. Lahko je šele potem, ko pademo v debato in vidimo, da je to vse. Danes imate dosti manjši list. Ja, ampak moram priznati, da skozi tale pogovor nisem niti pogledal na tale list. Zato sem vam pa rekel nepotrebno. Ja, tako kot v šoli, ne, če si naredil švingelc, po domače povedano, kot mi rečemo, potem ga nisi potreboval, ker si zadevo tako ali tako že obvladal, kot ste vi, Matjaž, dokazali, da obvladate svoj posel. Še enkrat čestitke za vse to, kar vam je uspelo na klopi slovenske reprezentance in skoraj prepričan sem v to, da ne glede na kakšne kritike na koncu, ki so bile bolj instant zaradi mogoče razočaranja na tekmi s Kosovom, pa večina slovenske športne javnosti zelo dobro ve, kdo je Matjaž Kek in kaj je storil za slovensko reprezentanco. Pa ne, tudi glede tega, ne, da razčistimo nekaj, kar je meni popolnoma jasno v življenju, ker sem pač dal skozi. Tudi na koncu delal sem v medijih. Ne. Meni je jasno in meni je kritika tolikokrat pomagala, da je to nekaj, da si vi niti misliti ne morete. Meni, ko je kdo kaj napisal, pa ko je kdo kaj rekel, ko sem jaz začel o tem razmišljati, ko hodim pa na kolesu, ko mi je začel se film vrteti, ko mi je pravzaprav rešitev bila ponujena, sem samo vzeti rabo znati, tu sploh nimam nobenih problemov. Da ta neka žaljenja tebe kot persone, družine, vsega tega, to sem navajen jaz, to se navajeni vi, vse veste, kakšna je situacija. S tem pač, ko si javna oseba, moraš znati živeti. Je pa nekaj res, ne, da pa svoj pa hočemo ostati in bomo ostali in sem ostal. Tu pa, ja, včasih bolj trmast, včasih manj trmast. In zaradi tega sem, ne vem, jaz sem se zahvalil tem, ki so delali to zadnjo serijo prenosov v teh kvalifikacijah, so rekel, ok, bili ste sogovornik, ki je znal pohvaliti, ki je pa znal tudi kritizirati. In jasno je, da je zdaj bilo več stvari za kritizirati, ker če bi pa hotel sam sebi dopovedati, da je pa to dobro, potem imam zamegljen potem res moram iti takoj ven iz tega športa. Zaradi tega ostanite kritični, ker vam to paše do tistega momenta, ko hočete dobro slovenskemu nogometu. In to ne leti samo na vas, to leti na kompletno medijsko sceno, ki se zdaj na nek način razvija, ki išče svojo pot. In jaz pravim, hvala Bogu, da se kdo vsaj hoče ukvarjati z nogometom na tak način, kot se pač ukvarjate v tem momentu. Želimo vam seveda obilo uspeha v nadaljevanju vaše trenerske kariere. Mi nekako potiho upamo, da bomo še vedno, da boste svoje znanje prodajali tudi pri nas v Sloveniji, če ne pa v soseščini ali kjerkoli druge. V glavnem veliko sreče vam želimo in se zahvaljujemo, da ste si vzeli čas za tale pogovor, za našo televizijo, za ne nazadnje tudi oddajo Pod prečko. Hvala vam, da ste prišli v Maribor, ker druge možnosti ni bilo iz vaše in z moje strani.
tale izziv tukaj pod Pohorjem seveda daje, mogoče meni neko dodatno energijo, mogoče sem povedal kaj več, kot sem mislil, da bom povedal, ampak jaz predvsem upam, da se bomo skupaj veselili uspehov slovenskega nogometa na klubski sceni, pa na reprezentančni sceni in to naj se zgodi čim prej. V zadovoljstvo vseh tistih, ki so doživeli vse lepe trenutke pred 30, 20, 10 in v bližnji preteklosti. Tako da hvala, da ste prišli v Maribor. Hvala še enkrat, v zadovoljstvo nam je bilo, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, gostiti Matjaža Keka, v zadovoljstvo nam je bilo res v prekrasnem vzdušju, ob vznožju Pohorja, tu v hotelu Draž, družiti se s tako uspešnim, zdaj že nekdanjim selektorjem. Kdo bo novi, bomo verjetno izvedeli prav kmalu, vam pa najlepša hvala za pozornost in lep pozdrav do naslednjič.